Živijo, jaz sem Tinkara, kličem Pinki. Živijo, jaz sem Jan, kliče me Železobeton. Jaz sem Ana, hotel sem me klicati Kodorček, ampak jim nisem pustila in me kličejo tako. V tej družbi so le redki, ki vzdevka nimajo, večina ima vsaj enega in nihče si ga ni izbral sam. Drugače imam jaz priimek Železnik in pa so se vsi spomnili na železo in pa so začeli pa mešati beton pa železo, pa šlo pa Železobeton. Moje ime je tako zelo dolgo in me je prijateljica Ula me začela klicati Pinki, zato ker sem imela, včasih sem nosila Pinki hlače, pa srajco, pa klobuček sem imela Pinki. Dajanje vzdevkov ni novost, ko so se ljudje začeli klicati po imenih, so nastali tudi vzdevki. Zato, ker so zanimivejši, ker so ponavadi tudi krajši kot imena in ker dajo neke vrste neko dodano vrednost, ne? Kjer smo se recimo v osnovni šoli vsi klicali po priimkih, ker se nam je zdelo bolj imenitno. Če vam je vaš vzdevek zelo pri srcu, se vas bo morda držal celo življenje. Mene bodo ziher celo življenje klicali Železobeton. Najverjetneje pa ne bo tako. Moj prijatelj Mičo, ki ga zmeraj kličemo Mičo, pa je Matjaž seveda, ga že večkrat kličemo Matjaž, ker se nekako ne zdi, da za takele zrelejše fante v srednjih letih, da se to še zmeraj spodobi nekako. Za Infodrom o vzdevkih Mateja Ramovš, Rozalija.